Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Lendavi, kjer se bo kmalu začela tekma 33. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Lendava se bosta pomerili ekipi domače Nafte in pa ljubljanskega Brava. Jasno, za gostitelje je ta obračun bistveno pomembnejši, kajti varovanci Jožefa Božika so v krčevitem boju za obstanek. Trenutno imajo 2 točki oziroma točko prednosti pred Domžalčani. Nogometaši Brava pa so na 5. mestu, zagotovo ne bodo padli niže. Tudi 4. mesto pa je bržčas. Glede na potek sezone nedosegljivo, Celjani imajo 5 točk več od njih in tudi tekmo v dobrem. Bodo pa Šiškarji seveda skušali prvič po 10 neuspešnih poizkusih priti do prvenstvene zmage. Poglejmo si, kaj se bo dogajalo v 33. krogu. To je seveda otvoritvena tekma. Nuhanović je v dresu Brava že dosegel gol v pokalnem tekmovanju. Krasna podaja za Babulaja, Venust Babula in gol. 1-0 vodi Bravo. 26-letnik iz Srednje Afriške republike do 3. gola v letošnji sezoni. Vsekakor zaslužen gol Šiškarjev, ki so spravili tekmeca v podrejen položaj, no in to premoč podkrepili zdaj tudi z vodilnim golom. Sijajna asistenca Sandija Nuhanovića. Venust Babula je lepo utekel in Srednji Afričan je z mehkim dotikom uspel premagati Žana Mauricija. Res ogromno občutka je tu pokazal krilni napadalec Brava, ki prevzema očitno strelsko breme danes. Izgubljene žoge, Hrka zdaj na desno. No, tole je mikaven napad Lendavčanov. Brkić v kazenski prostor. Brani Orbanić, ni še konec. Marinić do žoge. Marinić pred vrata. Odbija Tojbibu. Šoka bi lahko prišel do prvenca med elito, ampak Orbanić mu je preprečil veselje. Pa Salaj, Marinić, nova priložnost, vratnica Nafte. No, zdaj pa trenutki, ko so se prvič danes tudi Šiškarji znašli v krču, v velikih težavah. Še se bori Amadej Marinić. Poiskal je Salaja, Sabolč, Salaj išče prostor za strel, Orbanić brani. No, Nafta zdaj že do 3. nevarnega strela. Sabolč, Salaj je iskal svoj 4. gol v letošnji sezoni. Babula. Venust Babula zdaj preigrava krasno. Babula, dvojna kombinacija. Brani Mauricio. Venust Babula. Babula pred vrata. Dobra podaja. Mauricio pa na mestu. Sandi Nuhanović na Ngesoja. Znova slabo pokrivajo prostor nogometaši Nafte. Tu je Jakoslav Stanković preigrava. Poiskal je Ivanška oziroma Jakšića. Marinić, Božičković, Salaj na desno, Lesjak, Kalno Kikiš, Salaj in mimo desne vratnice Orbanića. Realno akcijo, tudi če bi Marinić bolje podal, bi to Lendavčane težko pripeljalo do izenačujočega zadetka. No, zdaj pa Babula, veliko prostora za Bravo, da do konca izpelje tale napad. Venust Babula dirja naprej, morda bi lahko žogo dal še prej, ampak Babula krasno. Mauricio na mestu, pa Pečar prek vrat. Še živa Nafta, še teče kri po žilah Lendavčanov. Kalno Kikiš išče prostor za podajo, to da Jovan ga je zaprl, potem Kalno Kikiš še enkrat do žoge. Božičković, priložnost za Nafto in brani Orbanić. Še tu Tom Kljun ni se odločil za strel. Dragonar. Kilometre prek vrat. Zdaj so znova viseli na tanki nitki nogometaši Brava. 19-letnik. Darko Hrka pošilja žogo naprej in mimo leve vratnice po strelu Zorana Lesjaka. Mark Španring bo vstopil v igro pri Bravu. Morda ne na mesto Jakšića. Nuhanović pred vrata, gol. Gol za Bravo, 79. minuta, Matej Poplatnik.
Matej Poplatnik do 11. gola v letošnji sezoni prve lige zdaj je izenačil lanskoletni izkupiček in se na 4. mesto na listi strelcev izenačil z Danielom Šturmom. In zdaj je Nafta močno oddaljena od pozitivnega rezultata. Poglejmo še enkrat to akcijo. Nuhanović na desno do Matica Ivanška. Sandi Nuhanović do druge asistence na tem obračunu. Sijajno je tu žogo podal proti 31-letnemu napadalcu, ki je ušel čuvati. Offside, ostaja pri zidu 0:1. Sandi Nuhanović. Gašper Jovan. Jovan Poplatnik kaže, kam želi žogo. Jovan ga je zaposlil. Matej Poplatnik. Poplatnik! Mauricio brani. Tudi offside Mateja Poplatnika, ki se je zdaj razjezil na Jovana. Aleš Arnold, prvič po februarju ste prišli do popolnega točkovnega izkupička, zaslužili ste si zmago. Verjetno se zdaj precej lažje diha. Ja, sigurno. Že v določenih prejšnjih tekmah je bilo v bistvu vidno, da smo izredno blizu. Prejšnja tekma proti Muri in ta boljši od nasprotnika. Je bilo pa treba danes potrpeti, na koncu nekaj situacij rešiti, nekaj sreče imeti. To je bilo tisto, kar nam je manjkalo. Jaz sem vesel za fante, danes smo zbrali že 50. točko. To je bilo rekord v prejšnji sezoni. Jaz jim želim, da postavijo tudi letos nov rekord, ampak predvsem sem pa vesel zato, ker ostali smo nekje v tem, bi rekel, medprostoru, med ekipami, ki so borijo za Evropo in ostalimi, ampak vseeno smo danes pokazali veliko željo, da smo v bistvu predvsem v prvem polčasu z našo igro prihajali do priložnosti in na koncu tudi potrpeli in zaslužili rezultat. Ja, verjamem, da je bilo v zadnjih minutah tudi precej vroče, ampak prvič po 15 tekmah ste ohranili nedotaknjeno mrežo, verjetno vas tudi to zelo veseli. Ja, sigurno. To je bilo nekaj, kar v preteklih letih v bistvu je bilo težko si zamisliti pri nas. Tukaj smo pa v določeni seriji tekem res prepoceni prejemali zadetke, tako da sem vesel in rezultata, vesel sem 3 točk in pa seveda tudi tega, da smo mrežo v bistvu ohranili tudi čisto. Zdaj za četrtouvrščenim Celjem zaostajate zgolj za 2 točki, ali še verjamete, da se lahko prebijete v Evropo? Ne, mi bomo do konca z vsakim nasprotnikom želeli točke maksimalno odigrati in to je tisto, kar je naš cilj. Ekipa je mlada, vsi v bistvu želimo še nekaj narediti in jaz mislim, da tukaj ni nobene bojazni, da bi se mi ustavili. Res pa je, da nam bo izredno prav prišel ta počitek, ki ga imamo zdaj, in pa tedenski ritem, ki je za nas izredno pomemben. Najlepša hvala. Sandi Nuhanović, najprej čestitke za asistenco pri edinem zadetku. Verjetno se lažje diha, ko ste prvič po 10 tekmah prišli do zmage. Ja, nekako se je videlo tudi prejšnjo tekmo doma proti Muri, da je bila nekakšna drugačna energija. Ekipa spet skupaj diha, to se je tudi danes pokazalo. Trpeli smo, ampak smo nekako zvlekli do te 3 pike. Jasno, ste bivši nogometaš Mure, odigrali ste nekaj prekmurskih derbijev. Je bilo že kdaj po tekmi tako vroče, kot je danes, ko so navijači izrazili nezadovoljstvo na račun Jožefa Božika? Ne, to se je prvič zdaj zgodilo. Kakšni so občutki ob tem za vas kot gostujočega nogometaša? Mislim, nimam nič v bistvu s tem, zdaj sem nogometaš Brava, važno, da smo zmagali, to je glavno. Hvala. Luka Božičković, kljub dobri predstavi je danes resnično nemogoče govoriti o nogometu. Navijači so izrazili nezadovoljstvo na račun Jožefa Božika. Kaj lahko vi rečete na to? Pa ne, mislim da smo pogotovo u drugom polovremenu odigrali dobru utakmicu, imali naše prilike isto u prvom polovremenu. Primili smo taj rani gol, ali nismo se predali, mislim da smo se borili do zadnje minute i da svakako je god tekmu, da je vidio želju kod ekipe i to je to što mogu da reknem. Dvakrat ste tudi zatresli okvir vrat. Kaj je morda še zmanjkalo, da bi prišli do pozitivnega rezultata, do zelo pomembne točke? Pa da, tačno to. To nam je manjkalo danas, taj šut zadnji u 16-tercu, ta možda malo i sreća, ali tako je to nekad u fudbalu. I napadaš, imaš prilike, ali jednostavno danas nije htjela da uđe lopta u gol. Naslednji teden derbi za obstanek z Domžalami. Kaj morate storiti, da boste ne nazadnje tudi nekako pomirili navijače? Ništa, mislim da trebamo od prve minute sa maksimalnom energijom da uđemo sa samopoznanjem, jer imamo sve od našoj ruci i vjerujem da ćemo pokazati karakter i pokazati na terenu da smo
bolja ekipa od njih i da ćemo na kraju isto ostati u ligi, jer zaslužujemo. Hvala Luka in srečno.